Trenutki notranjega miru nikoli niso odvisni od drugih ljudi. Drugi ljudje so lahko okoli tebe v totalnem konfliktu, v totalni negativni energiji, ampak notranji mir je odvisen samo od tebe. Če se drugi ljudje derejo na tebe, ali pa se poskušajo dereti na tebe, ali pa so negativni, je to njihov problem, če ti tega ne sprejmeš. Zdaj imaš ti neko babico, ki je jezna na tebe, ne vem, na pamet govorim, ali pa neko sestro, ki je jezna na tebe. Ti povej lepo tej sestri ali pa babici, lej, to je moje stališče, zdaj ti se lahko zaradi mene kuješ 4 dni, jaz zdaj grem, ker se ne bom s tem ukvarjala, grem na jogo in se vidimo drug teden, lej, če pa ne, pa pač ne. Tvoj notranji svet, notranji mir je vedno odvisen od vas. Če imate občutek, da drugi ljudje kreirajo vaš notranji mir oziroma notranjo harmonijo oziroma vam rušijo, oziroma je vaš notranji mir odvisen od drugih, jih spuščate v polje, kjer jim ni mesto. To je mojstrstvo, ki ga rabimo ljudje doseči na zemlji. Da razumemo, da je notranji mir popolnoma naša kreacija. Zunanji kaos je lahko kreacija drugih ljudi, ampak notranja stvar v meni, kako se jaz počutim, sem pa jaz tako odločam. In če zdaj mene nekdo lahko razjezi ali pa prizadane, nisem jaz jezen ali pa prizadet zaradi tega, ker so se drugi ljudje odločili, ampak ker sem se jaz odločil. Ker mene nekdo ne more prizadeti, če jaz tega ne dovolim. Če tega ne avtoriziram in tega ne spremem. Mene nekdo ne more razjeziti, če jaz človeku ne dovolim, da me razjezi. In če človeku dovolim, da me razjezi z neko svojo foro, z nekim svojim odnosom, pomeni, da jaz nisem na dovolj visoki energijski inteligenci, čustveni, zato da bi lahko bil neodvisen in da še imam delo na tem.